Lepo pozdravljeni, torej v našem 26. srečanju. 26. in 27. srečanje, torej današnje in naslednjo, takole pomladansko obarvano upam, danes že je, ne? Zdaj, če bo še naslednjič, ne vem, da bomo naslednjič imeli spet meter snega, bo namenjeno enemu premišljevanju, enega takšnega zanimivega obdobja, ki ga jaz sicer imenujem impresionizem, oziroma pred tem in za tem je bila romantika oziroma romantizem. In romantizem v glasbi je nekaj, kar predstavlja nekakšen oklepaj pri impresionizmu. Pa če rečemo, da zraven impresionizma spada še ekspresionizem, bomo tudi o tem poskušali kaj reči, ampak tale oklepaj me zanima bolj, zato ker romantizma ali pa romantike, glasbene romantike, se pravzaprav skoraj ne moremo otresti. In ideja impresionizma in romantiko oziroma romantizma je ideja, ki me zaposluje kot nekega dvojčka, neke dvojnosti, neke kombinacije. Kot da bi rekel, s tem, da mogoče malo pretiravam, ampak vse s tem ni nič narobe. Pretiravanje je dan danes nekaj popolnoma vsakdanjega, kot veste. Ta dvojnost romantizma in impresionizma se pravzaprav ne da popolnoma raztrgati. Res, da je današnje srečanje najavljeno oziroma poimenovano kot impresionizem v glasbi, ampak ravno zaradi tega, te dvojnosti narave premišljevanja enega in drugega oziroma prvega brez drugega, kar skoraj da ne gre, se mi zdi, da je pomembno, da zaobjamemo hkrati, ko premišljujemo o impresionizmu, zaobjavimo tudi idejo romantizma. Zdaj, v grobem povedano, romantizem ali pa romantika je nekaj, kar skoraj da srečujemo v svojem življenju, bi lahko rekli, na vsakem koraku tudi sami. Meni je bila všeč ideja enega izmed teoretikov, zgodovinarjev prejšnjega stoletja, ki je izjavil, da človek v svojem razvoju, ki se ukvarja z umetnostjo, kakršnokoli umetnostjo, slikarstvom, kiparstvom, glasbo, ni pomembno, literaturo, v svojem ustvarjalnem opusu prehodi vse te različne umetniške cikluse. Kar pomeni, začnemo ustvarjati, ne vem, ko smo majhni verjetno v dadaizmu, oziroma pač ustvarjamo v vseh, preizkušamo se, bom tako rekel, preizkušamo se v vseh teh raznoraznih umetniških oblikah, ko preizkušamo ali pa ko poskušamo najti nek svoj umetniški izraz, umetniški slog, ko poskušamo najti naš jezik v umetnosti, naše izrazoslovje in tako dalje in tako dalje. Tisti, ki so študirali, oziroma če je kdo študiral in počne kaj v umetnosti, potem zagotovo, ko pogleda svoje umetnije, svoj opus za nazaj, ugotavlja, da je bil v nekem trenutku, da je bil izrazito klasicistično usmerjen, da je pisal tak kot, ne vem, največji klasični mojstri klasike, romaneskne vsebine in tako dalje, da je pisal nekod pesmi romantične, potem je začel pisati, ne vem, zaradi mene tudi dadaistične, če sem prej omenil. Skratka, preizkušal je vse sloge, nek ustvarjalec in potem najde, rečemo temu, nek svoj jezik, nek svoj izraz. To s tem svojim izrazom, seveda, v umetnosti je vedno majhen križ. Zakaj? Ne zato, da bi hotel odrekati osebnostni slog, osebnostni izraz ali kaj takšnega, ampak je majhen križ zaradi tega, ker umetnik, ki ustvarja, nikoli ne ustvarja tako, da bi ustvarjal kot nek otok
ločen od vseh ostalih stvari, ki se okrog njega dogajajo, prvič to, drugič pa ločen od vseh ostalih stvari, ki so se predtem že dogajale. Torej, nemogoče je, da bi pravzaprav pričel nekdo ustvarjati, ne da bi bil pod vplivom česarkoli. Če bi se to teoretsko lahko zgodilo, da bi lahko ustvarjal pod vplivom, ne da bi bil česarkoli, potem bi lahko govorili o nekem osebnem jeziku, slogu, idejah in tako dalje. Drugače pa vedno moramo govoriti in moramo razumeti, da gre za neko sobivanje, gre za neko idejo prelivanja tega, kar nekdo pozna, o čemer že premišljuje, kar mu je bilo bodisi v zibko položeno ali v njegovo življenje dano, iz kakšnega kulturnega okolja izhaja, s čim se je znotraj svojega izobraževanja srečeval in potem, izhajajoč iz tega, seveda razvija neko svojo idejo, ustvarjalno idejo v enem od umetniških izrazov, v enem od umetniških jezikov. Je čisto vseeno, se pravi, v katerem koli. Torej, nikoli ne moremo reči, da je ustvarjanje nekega avtorja nevezano na čas, na možnosti, ki so mu takrat dane in hkrati na tisto, kar je nekoč že bilo in kar je seveda avtor tudi nekoč prepoznal. Zdaj v glasbi, ker se pač z glasbo že nekaj časa ukvarjamo, zagotovo obstajajo umetniki, komponisti, izvajalci, izvajalke, kakorkoli, o katerih imamo izrazito pozitivna ustvarjalna mnenja in rečemo, aha, ampak Mozart je bil pa samo eden, ne? Mozart je bil pa tisti, ki ga vedno prepoznamo in tako dalje, pa Beethoven, pa ne vem. Ampak če sem omenil ravno to klasicistično obdobje, če se samo v to obdobje zazremo, že je Mozart, Beethoven, že, ok. Izpostavil sem pač ta dva izrazita genija, ampak ob njiju so ustvarjali tudi drugi komponisti in da recimo, da se res izrazito ne ukvarjate z glasbo kot strokovnjaki, bi vam lahko človek dal za poslušati neke podobne skladbe, ki so nastajale v tistem času, pa bi se vam zdelo, pa bi rekli, to pa zveni tako, kot da bi to pisal Mozart, ali pa zveni podobno, kot da bi pisal Beethoven. Če poslušate, ne vem, Haydna, poslušate pravzaprav zgodnega Beethovna, če poslušate poznega Haydna, recimo, slišite začetke ali pa slišite ideje Mozarta. In mislim, skratka, naenkrat lahko opazite, da če direktno ne poznate dela, zdaj sem pač na glasbo se opredelil, ampak direktno, če ne poznate neke slike, če ne poznate tega avtorja in naslova slike in ne vem kaj še vse, se lahko hitro zmotite in boste rekli, jaz sem pa mislil, da je bil to drug slikar, da je to, kako sta si podobna, ne? Da kar ugotovite, da gre za to, da so širše zajete neke smernice znotraj umetnosti, na katerih seveda gradijo ustvarjalci in vzamejo od teh smernic seveda tiste karakteristike, ki jim v določenem trenutku recimo pašejo in v tem jeziku teh smernic določenega časa, določenega trenutka ustvarjajo. Študenti me včasih vprašajo v tem stilu, če je Mozart bil takšen genij, pa ne vem kaj, kaj mislite, kakšno glasbo bi pa Mozart delal, če bi danes živel, ne? A bi še vedno pisal, ne vem, malonočno glasbo, pa čarobno piščal, pa kaj bi se z njim dogajalo? Bi pisal takšno glasbo, kot je takrat pisal? Pa jim jaz preprosto rečem, gledajte, Mozart je pisal izrazito moderno glasbo, sodobno glasbo. On je bil popularen kot Michael Jackson. On je bil osebnost tistega časa na glasbenem področju, bi lahko rekli, pop zvezde. Sploh, recimo Avstrije, Dunaja in tako dalje, tam te bližnje in daljne okolice. On je bil zvezda. On je bil pravzaprav, ne vem, kjerkoli se pojavil, je bil center pozornosti, zato ker je bil slavn, ker je bil znan, ker se je ukvarjal s takšnimi stvarmi. Kar pomeni, da se tudi danes ta stvar ne bi razlikovala. Spravi, on bi bil še vedno v središču pozornosti, še vedno bi bil zvezda, še vedno bi bil popularen, glasbo bi pa delal takšno, kot jo je takrat, sodobno. Ne, da bi danes pisal na ta način, kot je takrat pisal, ampak danes bi pisal na tak način glasbo, kot je danes sodobno.
Zato moramo razumeti te glasbene ali pa umetniške stile seveda kot neke dele prehodov, na katere ali pa v katere so se vpisovali različni umetniki, različni ustvarjalci, ustvarjalke tistega časa. Hkrati s tem, ko pa nek umetnik posega v določen stil tedanjega časa, pa naj bo to impresionizem, klasicizem, karkoli, hkrati s tem tudi ta stil oblikuje in sooblikuje, ga vzdržuje in seveda iz njega potegne za svojo osebnost, mogoče za svoj osebni pečat, največ, kar je v tistem trenutku možno. Zato je potrebno to gledati, ne da ustvarjalci naredijo nek slog, nek stil, ki se ga potem prepoznava, a veste, se ni, ne vem, imate napisali, recimo Monet, Manet in tako dalje, se niso zjutraj ti slikarji zbudili, pa so rekli, da zdaj pa je čas za impresionizem. Ne? Že prejšnji teden smo mislili, da bo, ampak ta teden pa se bomo res odločili. Ne? A veste, pa se malo pokličejo skupaj, pa grejo v gostilno nekaj spiti, pa rečejo, evo, danes popoldne pa začnemo impresionistično. Ni tako. Ne? To spravi, morajo biti za neke umetniške spremembe, sploh te stilne spremembe, morajo biti dani neki pogoji. In ti pogoji niso pogoji ustvarjalcev kot takšnih, ampak so pogoji, ki jih družba in čas in vse skupaj narekujejo. To spravi, ta popotovanja, ki jih imamo mi letos po teh naših izmih, so hkrati tudi popotovanja po nekih družbenih, časovnih trenutkih, svetovnih gibanjih in tako dalje. Zdaj, ker mi nimamo vedno časa se ukvarjati z nekimi velikimi slikami okrog tega, ne? Razumem, da tisti, ki imate malo afinitete do takšnih stvari, seveda znate tudi sami poiskati informacije, ki vam dajejo to večjo sliko. Ne vem, za tak drobno primerjavo, sigurno Beethovenove 3. simfonije ne bi bilo takšne, kot je, če ne bi bilo a veste, kaj je v času Beethovena? Ja, francoske revolucije, Napoleona, ne? A veste, Napoleon sam osebno verjetno za Beethovena ni ravno tak vedel, da bi rekel, bom pa jaz šel pa malo tam pretepal ljudi, pa se šel revolucijo, zato da bo Beethoven o meni napisal 3. simfonijo Eroiko, ne? Napoleon o tem sigurno ni premišljeval na ta način, ne? Medtem ko Beethoven pa je opazoval te premike, recimo to veliko francosko revolucijo, in je bil zelo navdušen nad Napoleonovimi idejami, seveda, združitve Evrope, vse, kaj pa imamo danes, ne? Danes imamo tisto, kar pač Napoleonu pa vsem ostalim za njim ni uspelo, pa je uspelo pač na drug način, ampak okej. Ta gibanja, ne? Ko to opazujemo, lahko opazimo Beethovenovo 3. simfonijo Eroika kot del te ideje, ki je postavljena pravzaprav v neko politično situacijo francoske revolucije in Napoleona. In potem seveda, se zgodbo poznate dalje, razočaranja nad Napoleonovimi idejami, ko se je oklical za malo da ne boga celega sveta in potem je Napoleon pa Beethoven prečrtal tistle posvetilo na te partituri, pa je napisal neznanemu junaku. Ne? Mislim, jasno, ampak to vse, to vam govorim zato, da vam poskušam ilustrirati, kako te stvari se upadajo, ne? Kako se upadajo skupaj. Seveda, gre tukaj tudi za cel kup nekih osebnih afinitet. Ne vem, lahko bi govorili, ne vem, o Chopinu, recimo, enemu največjih genijev, pianističnih genijev 18. oziroma 19. stoletja in bi rekli, ampak on je pa res bil neodvisen od vsega, pa je ustvarjal, pa bil je pianist, pa pisal skladbe za klavir, pa lahko ugotavljamo, da pravzaprav ni bil tak neodvisen, on je moral se preživljati z nečim. Preživljal se je s tem, da je pač igral po salonih, on je bil salonski pianist. Živel takole, da je malček preigraval stvari in zato, da je on preigraval, lahko
boljše stvari ali pa bolj zanimive stvari, kot so jih tak ali tak tudi drugi preigravali, ne, je on naredil kaj? Napisal je svoje skladbe, ne. Pisal je to, kar je izvajal, ker je s tem, ker je on izvajal drugače kot ostali, bil toliko bolj zanimiv. In je bil fenomenalen pianist, ampak ne smemo pozabiti, da je on kot Poljak, ne poljskega rodu, ne, on se imenoval Šopinovski, ne. On se je preselil v Pariz, kjer je ratal Frédéric Chopin, kjer je začel francosko pisati, oziroma po francozu je svoj priimek, in ne smemo pozabiti mnogih let, ki jih je on preživel pravzaprav z eno bolj zanimivo žensko tedanjega časa, in to je bila George Sand. In ko to opazujemo, ne, vidimo vplive na glasbo, vidimo vplive na njegov slog, vidimo vplive na njegovo izvajanje, vidimo vplive na njegovo kompozicijo. Torej, hočem vam reči, da ne moremo nikoli enega avtorja, enega ustvarjalca gledati kot samotni otok, ki sam ustvarja, ki sam živi, ki ne ve, kaj se dogaja okrog njega in nič na njega ne vpliva. Ni res. Ne. Torej, vse te stvari je treba imati pravzaprav v nekem sožitju, nekem sobivanju stvarmi. Zato jaz včasih, ko govorimo tukaj o umetniških slogih, glasbenih umetniških slogih, odtavam malo levo, desno, ne, odtavam v neko drugo umetnost ali pa v nek drug čas, neko sobivanje nekih družbenih, recimo, dogajanj, zato da lahko razumemo pravzaprav v nekem kontekstu gotove stvari. Ok, torej jaz pravim, da v popotovanju preko glasbenih izmov se bomo ustavili na prelomu iz 19. v 20. stoletje, na tem fin de siècle, ne, na tem delu. To je, če se boste ukvarjali kaj z resnično zgodovino umetnosti in nasplošno z gibanjem tedanjega časa, boste ugotovili, da gre za izjemne stvari v prelomu tega stoletja. Izjemne stvari. Na eni strani, tik pred letom 1900, nekaj let prej, umre Richard Wagner. Umre zadnji velikan nemške romantične opere, oziroma sploh operne drame. Hkrati s tem se rodi filmska umetnost, ki predstavlja popolnoma nov pogled na umetnost kot takšno. Potem zgodi se cel kup enih stvari, o katerih se nam niti ne sanja, od izumov dalje. Dobro, zgodi se potem zelo blizu tudi Prva svetovna vojna, ne, ki je celo posledica enih družbenih gibanj, ki so se nakazovali pravzaprav že takoj v začetku leta 1900 in naprej. Ne. Zdaj, ko to opazujemo kot recimo nek mikrokozmos v Evropi, potem vidimo, da je pravzaprav takrat Evropa v nekem trenutku bila tista, ki je vplivala na svetovna gibanja. Kasneje, v 50. letih, kar pa je zanimivo, ne, pa svetovna gibanja pričnejo vplivati na Evropo. Ne. Evropa začne uvažati stvari. Predtem pa je ona gibanja filozofska, sociološka, kakršnakoli, je pa izvažala v svet. Veliki ustvarjalci, veliki filozofi, veliki pisatelji so bili evropski, ki so potem oblikovali svetovne nazore. Po letu 50-60 se pa začne vse posod druge po svetu dogajati in Evropa uvaža te zadeve. Spravi, prišlo je do nekega obrata v teh ustvarjalnih momentih, ampak dobro, to, če bi opazovali celo stoletje, bi videli, da gre pravzaprav za neko valovanje, ampak ne želim danes tega načenjati. Ok, torej, tukaj bi se ustavili seveda najprej na točki, kjer bi se opredelili do romantizma. Zdaj, romantika pa romantizem, ne? Nekateri reče, pa se to, a ni to romantika, ne? Ja, je, ne, romantika, ampak pod besedo romantika mi razumemo več stvari in manj definirane, medtem ko pod romantizem pa razumemo točno neko določeno gibanje. To je tako kot klasika in klasicizem. A veste, zelo dosti tako splošnega govora okoli umetnosti je, da pogledate neko sliko ali pa poslušate neko glasbo pa rečete, kak je to romantično, ne? Ja, lahko je romantično, ni pa iz obdobja romantizma.
Mnogi ljudje rečejo, sem bil na koncertu klasične glasbe, so igrali Debussija, ne? Debussy, kot boste videli, spada v impresionizem. Ne morate biti na klasičnem koncertu z impresionizmom, ne? Ja, ker pod pojmom klasični koncert mi pač razumemo koncertni oder, lepo oblečene glasbenike in glasbenice, črno-bele, ne? Dirigente, mislim, mi razumemo to kot nek dogodek, klasičen koncert razumemo kot dogodek, ki nima veze s klasicizmom. Zato pravim, je treba paziti, če rečete klasično ali pa klasicizem, ali pa klasični koncert, ali pa klasicistični koncert, ali pa romantično ali pa romantizem. Eno je umetniški slog, točno nekega določenega časa in prostora in nekih določenih elementov, nekaj drugega pa je seveda naš nek odnos do tega, ne? Romantično, ne? Bomo šli na romantično večerjo, ne? Ne pomeni, da bomo šli romantistično, ne? Skratka, zato opozarjam, zato govorim o izmih, ne? Letos govorim o teh izmih, ne? Ja, mehanizem, ne? Ima tudi izem, ne? Ja, ampak, ne? Bil je pa mišljen drugače, ne? Ampak, ne? No, in kar so bili, zato pravim, kar so bili v slikarstvu, Manet, pa Monet, Degas, Sisley, Renoir, ne? To so bili v glasbi, recimo Debussy, Ravel, Scriabin, Dukas, pa še drugi, ne? To spravi, gre za neko sobivanje, sočasno bivanje o tem in to bo tisto, kar bi pravzaprav danes želel malo vam pobližje ponuditi. Če rečem, da je zgodovina umetnosti pač vedno zgodovina spreminjanja in ko opazujete to, boste ugotovili, da vsak naslednji umetniški slog pravzaprav hoče negirati prejšnjega, hoče reči, mi bomo pa nekaj drugače naredili, kot je bilo takrat, bomo nekaj boljše naredili, pa nekaj res boljše naredijo, ampak pridejo potem tudi nekateri drugi, ko rečejo, mi bomo pa nekaj boljše, kot oni naredili. Skratka, ta večne izboljšave, ta večni moment, bomo naredili nekaj boljšega ali drugačnega, je tisto, kar pravzaprav žene neke umetniške vsebine naprej. In recimo, da je bilo prvi takšen močen zagon tegale umetniškega sloga je kršenje pravil oziroma razpada forme in iskanje umetniškega vtisa in vsakdanjosti. To je nekaj, kar je recimo vodilo temelje impresionizma. Ampak razpad forme, če rečem takole, in kršenje pravil, torej prvi dve zadeve, kršenje pravil in razpad forme, je pa tipično za romanticistično oziroma za romantizem. Tipično zakaj? Zato, ker so ugotovili, da klasicistična forma, ki vas omejuje na 8-taktne, 16-taktne periode, ki vas omejuje pravzaprav na kadenčno sosledje, ki vas omejuje na tonalne centre, dur, mol sistema in tako dalje, vas toliko omejuje, da nimate več prostora za širjenje nekih bolj individualnih idej. Individualna ideja v obdobju, če rečemo po klasicizmu, je pa ravno romantika oziroma romantizem, kajti komponisti, glasbeniki želijo vnašati v kompozicije bistveno več nekega svojega žara, svojega občutka, svojih čustev. In seveda, če vi želite vnašati neka čustva zelo redko lahko spravite v 4 takte, pa v 8 taktov. Rečete, ne, ali nekaj manjka, ne? Ali pa malo preveč, ne, če sočustvujem. Če nekaj manjka, potem ste pod 4 takti, če pa malo več sočustvujete, ste pa malo več kot 4 takte. In ne gre. In naenkrat se je ugotovilo, da je razpad forme teh obeg nujen. Kajti čustvo, ki ga jaz želim predočiti publiki ali pa preigrati, izvajati in tako dalje, preseže formo in sili pravzaprav iz njenih okvirjev. Ko se to zgodi, to je ta razpad forme, ne, hkrati kršim pravila osnovnih kompozicijskih slogov oziroma kompozicijskih manir, pravil, ne, zaradi tega, ker sem že izstopil izven osnovnih gradnikov, kompozicijskih gradnikov, in ko začnem to kršiti in razpada
forma kot takšna, simfonija razpada, balet razpada, kaj pa vem, opera razpada, ne? Se to je že Wagner nakazal, ne? Razpada pravzaprav cela struktura tonalnega sistema, dur-moll sistema, lani sem že govoril recimo o tem znamenitem Wagnerjevem Tristanovem akordu, ki je akord, ki nima več tonalnega centra, ne? In to Wagner napiše pravzaprav mnogo prej, predno se zgodi v glasbeni umetnosti, se zgodi razpad tonalnega centra. On napiše že harmonijo, ki ne temelji več na razvezih, na kadenčnih razvezih, tako kot bi morala. On jo napiše, že on napiše v Tristanu, napiše ta svoj akord, v tisti znameniti uverturi, seveda, Tristan in Izolde. No, in seveda, ko se pa to zgodi, pa pride nujno do iskanja umetniškega vtisa. Naenkrat začnemo iskati ta umetniški vtis. Naenkrat ni več pomembno, da je to pravilno, da je to dobro, da je kompozicijsko urejeno, ampak je pomembno, kaj jaz vtisnem nek svoj pečat, ki ga dajem v kompozicijo. Zdaj, če hočete preskočiti do slikarstva, boste zelo hitro ugotovili, da so prav slikarji bili tisti, ki so mogoče ta prvi začeli kršiti nanose barv, ki so začeli kršiti osnovne kompozicijske sheme, ki so začeli kršiti razne momente, ravno zato, da so začeli loviti svoj, rečemo temu, lasten jezik izraza. Ko se to zgodi, seveda, lahko začnemo govoriti o impresiji. Impresija ni nič drugega kot vtis o nečem. Vtis, ne? Ekspresija pa je nasprotje, ki je ne vtisa, kaj? Izraz, takoj. Impresija je nekaj, kar jaz pravzaprav v nekem trenutku ujamem, ne? To je nek impresionirani nekaj, ne? Neka malenkost, ne? No, in ravno s tem se začnejo ukvarjati pravzaprav, da poskušajo ujeti slikarji, glasbeniki, kdorkoli poskušajo ujeti trenutke. Za njih ni pomembno sončni zahod kot sončni zahod, ampak je pomemben nek trenutek sončnega zahoda. Točno tisti trenutek, ko je točno tista barva, ko je točno sonce tam med dvema vejama, ne? Tisto. To je vtis tistega trenutka. Ne kar pred tem, pa kar zatem. Točno tisto, ne? Seveda, skladatelji in skladbe tega obdobja največkrat očarjajo z neko neposrednostjo, jaz temu rečem. To je neposredni ratejo, čisto. Ne? To ni več velika forma, ni več skladba, ki traja 25 minut, ne? Pa je skladba, ki traja minuto. Kratka, misel, ujeta v nekaj, ne? To, da za tem stoji zagotovo tudi razumevanje tega, kar je potrebno v sprejemanju umetnosti prepoznati, ne? Da vtis nastane. Nek vtis mora nastati. Zdaj, prvi poslušalci, ki so poslušali recimo skladbe izven klasicističnih modelov, so seveda bili na eni strani malo očarani z njimi, pa so rekli, to pa je nekaj drugega, nekaj novega, nekaj takšnega. Na drugi strani so pa bili seveda vedno, kot so vedno tradicionalisti, ne, ki so rekli, to je šmorn, to je neka modna muha, ki bo šla, še vedno so simfonije, štiristavčne, tiste, pa klavirski koncerti, tisto, kar je ta pravo, ne. S časom se je pokazalo, da lahko te stvari tudi sobivajo. Lahko sobivajo na ta način, da se v klasične forme ali pa klasicistične forme vnašajo tele romantistične vsebine. In se pusti seveda neko formo, da živi še sama zase, vendar že v neki osnovi tudi razpada. Če primerjate simfonije, če smo zdaj na simfonijah, kot neki takšni najbolj trdni obliki, ki se je zadržala kar dolga leta, bi lahko rekli skoro 200 let se je držala simfonija, že od Haydna naprej, Beethovna, Mozart, pa vse do romantizma. Romantični komponisti ali pa komponisti romantizma pišejo še vedno simfonije. Gustav Mahler, recimo, ne? Mahlerjeve simfonije, ne? Se jih poznamo, ne? Pa Schubert, pa, ne? Ampak to ni več tista simfonija, kot smo jo poznali pri Mozartu. Drugačna forma. Zakaj vam to govorim? Ker že Beethoven sam
za svojo zadnjo simfonijo, 9. nakaže razpad klasicistične stroge forme. Kaj pa naredi Beethoven v svoji 9. simfoniji tako novega? Tako, kako? Vokal, zbor. To je bilo nekaj popolnoma novega, zakaj? Zato, ker simfonično delo, simfonija je bila namenjena orkestru. Je bila namenjena pravzaprav inštrumentom. Druga glasba, vokalna, je bila pa namenjena glasovom. Ne? On pa postavi vokal v simfonijo. Vse so poznali že, v klasicizmu so poznali že dela združevanja vokalne glasbe in inštrumentalne. Eno takšno je zagotovo opera, ne? Združuje vokal pa inštrumental. Ali pa ne vem, Requiem, veliki Mozartov Requiem, zagotovo ga poznate, ki je orkestrski in vokalni part, hkrati pa še soliste. Ne? Ampak Beethoven v zadnji simfoniji prav soliste, veliki orkester in velik zbor postavi v simfonijo in s tem razbije pravzaprav formo. S tem jo že razbije in nakaže, kam lahko simfonija gre. Saj ni šla samo v to, da se druži z zborom zraven. Ne, saj Gustav Mahler, če poznate Mahlerjevo simfonije, presno omenil, dodaja čist popolnoma nove vsebine, dodaja stavke, ni več obveznih stavkov, kot so bili skerco, kot so bili rondo oblika in tako da spreminja oblike, spreminja notranjo strukturo, zato ker išče pravzaprav te nove in nove izraze. Schubert še celo napiše eno simfonijo, ki je poimenuje Nedokončana, ne? Pa ne, ker ni imel časa jo dokončati, ne? Mislim, ni napisal samo prvih 5 taktov, pa je rekel, da je nedokončana, ne? Ampak hotel je pustiti neizrečeno, ne? Unvollendete, ne? Takšna, ki ni končana, bi lahko rekli, ne? Ne tisto, to še ni dokončano, nisem imel časa, ne? Sem moral v trgovino, ne? Ampak pustil sem jo nedokončano, nedorečeno, bi lahko rekli, ne? Pustil sem jo odprto. Pustil sem, ne, možnosti. Mislim, to so ideje, veste, to ni, da bi človek rekel, ker forma, če simfonijo končate, jo zaključite, s kadencem zaključite, jo in rečete tako, to je to, ne? Schubert pa je rekel, ok, to je to, ampak nisem je pa končal. To so nove ideje, recimo, v nekem razvoju, v nekem umetniškem razvoju, ne? Če rečem zvočni vtis, ne, je torej nek pojav oziroma neka iluzija. Zvočni vtis je nekaj, kar ne moremo reči, da je vam, pa meni popolnoma enak. Zato, ker imamo vedno nek posredniški moment notranjih naših odzivov oziroma naših predstav o nečem. In v ta vtis pravim, da skladatelj nasloni svojo osnovno idejo, vse ostalo pa naredi poslušalec. Tukaj namreč v tem obdobju romantizma in impresionizma največkrat srečate, da komponisti svoja dela poimenujejo. Dajejo jim naslove. Torej, to ni več simfonija številka 3 v, ne vem, A-molu, ne? Ampak je to simfonija imenovana tak in tak. Ali pa je to, ne vem, simfonična pesnitev, takšna in takšna, z naslovom to. Ne? Nočem zdaj konkretno vam govoriti, ampak tisti naslov, ki ga opredeli komponist, je njegova opredelitev ideje, iz katere je on izhajal, ko je nekaj pravzaprav premišljeval, ko je nekaj glasbenega ustvarjal. Slike so tudi takšne, ne? Slika ima tudi naslov, ne? Pa imate spet neko obdobje za tem, ko imajo slike, spet sam naslov, slika številka 22, ne? Saj, ne? Se spomnim ene anekdote, ker mislim, da je Picasso dal eno od teh svojih takih prvih kubističnih slik nekomu za pokazati, ne? V tem stilu, kaj si pa ti misliš o tem? Pa on pravi, ja, absolut, ne, pa reče temu mlademu Picasso, pravi, ampak moraš se pa na to sliko se pa moraš podpisati, ne, se moraš podpisati, ne. Pa pravi Picasso, a res, a je to dobro? To pravi, ne, to zato, da bom vedel, kje je spodaj. Da bom prav obesil, ne. A veste, ja,
pri nekaterih takšnih slikah in podobnih res ne vemo, kak jih taj obesimo, ne. Vse to je mal nagijivo povedano, ne. Pri nekaterih glasbah tudi ne vemo, ne. Jaz sem tudi že rekel, da ne vem, ko poslušam kakšne skladatelje, ne vem, ali se orkester še oglašuje, ali so pa že začeli igrati, ne. Pa naenkrat začnejo ploskati, ne vem, pa sem mislil, da so ploskali na oglaševanje, ne. Pa so rekli, ne, to je že bila prva kompozicija, ne. Madonce, jaz sem pa mislil, da še štimajo glasbila, ne, pa da še niso začeli še, ne, ampak so sam javkali malo. Ne, to je bila... Škripal, ne? Ja, ampak to je bila že prva kompozicija, ne, dobro. Sem rekel, okej, se vidi, da nimam pojma, ne, se res vidi, da res ne vem, ne. Skratka, ta naslov, ne, to je kar pomemben korak k razumevanju nekih glasbenih vsebin, ne. Ampak zdaj pa, če pa pogledate v zgodovino glasbenega ustvarjanja, pa vidite, da so že, ne vem, v renesansi so že, pa v baroku so že naslove dajali skladbam, ne. Vsi poznate Vivaldijeve 4-letne čase, ne. In že imate naslov, pomlad, poletje, jesen, zima, ne. Res, da so to so violinski koncerti, oziroma koncerti za godalne sestave, ne. Ampak imajo pa nek naslov in znotraj tega naslova vi lahko lovite ideje Vivaldija, lahko lovite, ne vem, tisto poletno nevihto, lahko lovite une ptičke pomladi na drevesi, vse poznate, čuv, ne. Skratka, boste rekli, ampak ja, sej, a tako preprosto to je? Ja, seveda, tako preprosto je, ko komponisti poskušajo, recimo, z glasbo slikati. In temu se reče v nemščini Tonmalerei, ne. Ampak to je že delal pravzaprav tudi Wagner. In to so delali že pred njim, tako da Wagner Tonmalerei ni izumil, ne. To ni bil njegov izum. S toni se da slikati se da neke ideje, neka občutja in tako dalje, da dobite vi občutja, ne vem, ptičko na vejah, da dobite ono, ampak to so že delali tudi v renesansi za vokalno glasbo, zborovsko glasbo, so že imeli zbor, ko so oponašali živali, pa imate eno od kukavcev, pa pojejo ku, pa skratka, slišite gozdne zvoke, pa hočem reči, to slikanje narave ali pa odslikovanje narave v glasbi ni glih izum, ne? Ampak je pa ponovno nagovorilo ustvarjalce romantizma, da bi se povrnili k naravi, ne? Nazaj k naravi, ker tam so prave človekove korenine, tam je človek naravn, tam je tisto, kar pravzaprav človek je. No, in to je že eno od takšnih tipičnih romantičnih ali pa romantističnih težnj. Vrnemo se k naravi, ker tam ni nič izumetničenega, ne. Tam poskušamo poiskati naše korenine, naše ideje. Ok. Romantizem oziroma romantika, pravim, je nekakšna zibelka mnogih idej, ki jih lahko v umetnosti srečujemo še danes, impresionizem pa je vtis, s katerim se srečujemo na vsakem koraku. Seveda, impresionizem. Danes vse posod morajo plakati, posterji, trgovine, izložbe na vas narediti vtis. Ja, globok, visok, kakršenkoli, ne, ampak hočejo narediti vtis. Vi tudi, če pridete v neko družbo, se lepo oblečete, se lepo obnašate, da naredite dober vtis, ne, mislim, mulcu tudi rečete, mislim, da se boš lepo obnašal, gleda, boš naredil lep vtis na teto, ne. Mislim, kar pomeni, ta vtis je na nek način družbeno pogojena zadeva, samo mi jo pripisujemo na različne zadeve. Vtis je treba narediti na nekaj, vtis na mojega šefa moram narediti, ne. Zato se bolj slabo oblečem, ko pridem k njemu, ne, da vidi, da nimam za jesti. Ja, ne, tak je treba, ne priti lepo v kravati, ker pomisli, temu gre dobro, ne. Ne, treba je priti res tak, neobrit, shujšan bog, ja, pa tak iskati, imam denarnico za on, ne, ali nimam, tak je treba k šefu priti, ne. Ja, strgane žepe je treba imeti, ja, ne, po bo mislil, da sem imel dosti denarja not, pa sem se utrgal. Ne, ni lepo k šefu, ne priti lepo oblečen, Bog me daj, ne, priti tak, ne. In pol rečete, če ima kakšno povišico, ali pa če lahko kaj še zraven da, ne. Skratka, vtis je treba narediti. No, in če govorim pa pravzaprav o romantike oziroma romantizmu, to pa je nekaj, kar še danes srečujete, ne. Še danes imate v raznih umetniških momentih, česarkoli, imate ta utrip romantike. Vsi smo bili kdaj romantični, sami v sebi, ne. Smo bili mlajši, starejši, ni važno, ne, ali pa smo na morju, ne, pa gledamo lep sončni zahod, pa rečemo, kako je to lepo, ne. Pa smo že z eno nogo v romantiki, ne. Mislim, itd. Saj,
Zmišljujem si malo, ampak dejansko je to nekaj, kar vsi prehodimo in zato nam je pravzaprav tudi blizu. No, tu sem zato vzel eno takšno primerjavo, ne, čisto primerjavo. Za oboje lahko rečemo, da je prometna ulica. Kaj to? Sončni zahod. Ja, no, seveda, valjda, da smo tako dolgo rabili. Sončni zahod, ne? Ampak na levi strani je fotografija tega sončnega zahoda z nekom specialnim fotoaparatom HD, ki poskuša narediti točno takšno, kot to tam je. A vete, ne? To današnja ideja teh fotoaparatov je čim bolj točno tak, ne? Na desni strani imate pa sliko, ki pa noče narediti točno tak, kot je, ampak hoče narediti tako, kot je slikar v nekem trenutku to videl, začutil, si predstavljal, kakorkoli, in s tem svojim početjem to predal naprej. Jaz sem tak videl ta sončni zahod, ne? Jaz točno tak je takrat, zgledalo takšna luč je bila, ampak jaz sem jo tako začutil. Ne moj fotoaparat. Na levi strani jo je moj fotoaparat začutil. Na desni strani pa jaz, pa moja roka, pa človek. Ne? In to je zdaj recimo, zato sem izbral dva takšna motiva, najbolj pomemben moment, da rečemo, aha, kaj je zdaj bolj resničen sončni zahod, ne? Da bi se lahko pa začeli potem pogovarjati. Ne? Kateri je bolj resničen? Ste dobro rekli, ne? Kako se čutimo, ne? Naenkrat v umetnost vključujemo pravzaprav naše čustva, ne? In ko vključimo čustva noter, pričnemo to, kar mi opazujemo, na nek način prevajati. Prevedemo v neko naše čustvo. In ko to prevedemo v čustvo, potem seveda lahko začnemo recimo individualno neko stvar vrednotiti in reči, za mene je pač sončni zahod od fotoaparata boljši, lepši, prijaznejši, ker je bolj natančen, ker ne vem kaj še vse. Vse, razmišljujem si, mislim. Mislim, kakšno počne, na meni to drugo bolj všeč, ker je tako manj niansirano. Ampak ta drugo je vtis tega, ki je to sliko naredil, ta prvo je pa odtis v realnosti fotoaparata, ki je v neki trenutek pač bil zlečen, usmerjen tja. No, to je en tak, recimo, tak prvi moment, če hočete imeti razliko med tema dvema. Torej, skladatelji so se večinoma osredotočali na izražanje čustev. Osrednja tema je bila seveda narava. Gremo k naravi, gremo tja pogledati, ne? Ampak izražanje čustev ni tako preprosto, pravim, ker v umetnosti pa je bilo to ali tako vedno prisotno. V umetnosti so čustva bila pravzaprav vedno prisotna. Nikoli se ni dalo govoriti samo o umetnosti, zdaj pa pustimo čustva na miru, pa delamo umetnost brez čustev. Pol ni umetnost, pol je obrt, pol je neka stvar, ki je pač samo stvar na sebi. Ne moremo govoriti o umetnosti. Če pa vnesemo v neko stvar, neko čustvo, pa govorimo lahko o umetnosti. Ne? Morda gre bolj za premaknitev umetnosti v neko intimno okolje in oziranje za posameznikom in posameznico, kot pa za neko masovno umetnost. In to je bilo verjetno tisto, kar je bilo na prehodu iz 19. v 20. stoletju najpomembnejše. Intima, srečanje posameznika, posameznice z neko umetniško vsebino. Ni bolj intimne umetnosti, kot je recimo knjiga, če znate čitati, ne? Ker ste sami z njo. In ves svet se pravzaprav dogaja samo na neki relaciji teh centimetrov od vaših oči do vašega branja, predstave, uma, če tako rečem. Vse se tu dogaja. To je res intimen odnos. Seveda, če ste pismeni, ne? Nekoč ljudje niso bili pismeni, pa so imeli javna branja. Sploh v knjižnicah, ne? Knjižnice so bile zbirališče javnega branja, ne? Zato, ker ljudje niso znali brati in se je javno bralo knjigo, ne? No, ampak intimen odnos s sliko. Tudi vi se postavite, pridete do slike. Slika ne pride do vas, ne? Noben slikar nima slike, ki bi imela nokce, pa da slikca gre za vami, kjer ste, pa se tako postavi pred vas, ne? Pa vam
pa reče, tu sem, ne. Ne, vi se postavite, vi greste do slike, ne, do slike in se na nek način postavite pred njo, ob njo, ni važno, kakorkoli, ampak si jo ogledate in spostavite nek intimen odnos s to umetnino. Lahko greste naprej, lahko gremo do kiparske umetnosti, si ogledujete kip, greste okrog njega, si ga, skratka, vi in umetnina. Ne, mi vsi skupaj in neka umetnina, ne. In ravno tako je prišlo v glasbi pravzaprav do tega intimnega trenutka, ko se je glasba iz tistih velikih koncertnih dvoran, simfoničnih, opernih hiš, premaknila pravzaprav v intimne prostore. Domov k ljudem, v dnevne sobe. Trio, kvartet, klavir, par ljudi sedi, 4, 5, jutri bomo pa povabili unega glasbenika, bojo prišli, bojo zaigrali nekaj nam, pa bomo pa imeli eno večerjo, pa bomo malo klepetali. So prišli, so zaigrali intimno, za 5 ljudi. Ne, za masovno, ne? Ker ta masovnost je pa pozneje prišla pravzaprav v neko spektakularno umetnost. In to je bilo tisto, če se spomnite malo zgodovinskega razkola med Nietzschejem in Wagnerjem, ne? Ker je Nietzsche Wagnerju očital pravzaprav to pompoznost, to velikopoteznost, to megalomanskost. Očital mu je pravzaprav nekaj, kar se dan z umetnostjo dogaja. Populizem in spektakl, tako je. Populizem in spektakl. Ne kvaliteta, ne intimon. A to je tako, da moramo tudi nekaj govoriti? Ne, se ne rabite. Jaz samo vas bujam, vsake toliko malo. To je nekaj, veste, kar je v umetnosti nekega obdobja samo po sebi umevno in v današnjem času je to pravzaprav res samo po sebi umevno. Še obratno, v današnjem času je to iskano, je to hvale vredno. Ker nekdo, ki ima koncert in ima na koncertu 100.000 ljudi, wow, to pa je res bil koncert. Če pa ima nekdo koncert, pa so 4 tam, da, si, kdo bo, nisi. Ja, pa je mogoče bil un s 4 ljudmi lepši. Je ravno zato že. Ja, če iščeš intimno, ne je kot druga vremena. Ja, ampak, a veste, kam nas hoče pripeljati? Ravno v to, da se je umetnost odmaknila od pompoznosti, umaknila se iz velikih dvoran, umaknila se iz tega velikanskega koncepta, se je umaknila v intimo človeka. In tam se je začelo iskati pravzaprav odnos do umetnosti. Ker vi sigurno, če ste eden od 100.000 v nekem umetniškem dogodku, ne morete imeti intimnega odnosa s tistim, kar vam umetnost v nekem trenutku ponuja. Pač ne morete. Tisti, ki misli, da lahko se pač sam sebe, ne vem, okoli prenaša ali pa čez svojo senco skače, ne? Pač ima občutek, ker je bilo dovolj glasno, recimo, ali pa kaj zdaj, je bilo dovolj, ne vem, na velikih platnih, je bilo, ne vem, kakorkoli hočete, ni važno, ne? In ta odmik... Punca zraven, to je pomembno. Ja, no, potem ste bili v drugem intimnem odnosu, ne? Potem ste imeli drugi umetniški intimni odnos, ne pa s filmom, ne? Filma niste videli, niti, ne ste gledali svoj film, ne? Ne, sta gledala skupaj svoj film, tak se reče. No, ampak hočem vam pokazati, da je ta salonska umetnost, če sem prej rekel, da je pač Chopin igral po kavarnah, po salonih, ni bila zato, ker ne bi imel kje zaigrati. Ampak je bila zato, ker je bila to pravzaprav glasba, ki se je selila v majhne komorne skupine. In nekoč so že imeli komorno glasbo. Ne? Nekoč so komorno glasbo gojili. Ampak komorno glasbo danes si predstavljate godalni trio postaviti na sredino velike Galusove dvorane v Cankarjevem domu, puf, tak ene 3 možicle, pa gospe, ki tam spredaj sedijo, pa gor pa 100 ljudi, ne. Saj je zanimivo, ne, ampak komorno pomeni pravzaprav, da je to iz besede kamera, pride to iz besede soba. Kamerica, ne. To je komorno. To je v majhnem prostoru tudi. Mi smo tako malo večji komorni zasedbi tukaj, ne. Ne, saj jaz sem vesel, da smo večji komorni zasedbi, ne. Čeprav nimam sploh, jaz nimam nikoli težav, tudi sem imel že predstavitve, predavanja, ko smo tako 3 sedeli, mislim, 3 sedeli, so 3 sedeli, ne, jaz sem bil 4. Pa ni bil noben problem, jaz nimam s tem nobenega problema, zato ker imam rajši, ne, jaz imam rajši vas
50, ki ste tukaj zato, ker veste, da ste, kot pa 500, od katerih 499 ne ve, zakaj je tukaj. Ne? Mislim, res, ampak to je odnos, rečemo, umetnine, jaz nisem umetnina, ampak nekega dogodka, če tako rečem, nekega dogodka do vas in vas do nekega dogodka. In to je tisto, kar je. To je tisto, kar šteje. Ne šteje 100 000, ne šteje številka. Čeprav, ko vidite danes v popularni umetnosti, pa ravno to šteje. Ne? Razstavo si je ogledalo 5 milijonov ljudi. Ne? Mislim, ja, in zaslužili so toliko agencije, toliko avtobusi, toliko oni, toliko oni, toliko oni. 5 milijonov ljudi je pa laufalo skozi tiste dvorane. Ne? Jaz imam problem, jaz osebno imam problem, če grem recimo v galerijo, pa ima ta galerija, ne vem, 2 nadstropje. Jaz imam ta problem. Zato, ker jaz sem že po prvem nadstropju utrujen. Ne morem konzumirati toliko stvari, zato, ker se ustavim pred stvarmi, si preberem, razmislim. Ne tisto, da, a veste, če sam hodim skozi, ne tako, da bi šel v trgovski center, ne. Aha, René, pa ono, pa tiče, pa Picasso, pa grem še po drugi strani pogledati, moče je tam še kaj, zvem, kakšen Dali, aha, dobro, gremo domov, gremo jesti. Videl sem, ne, Ufici, ne, lepo vas, prosim, za Ufici se je treba vzeti 5 dni, Madonca, mislim, ne morete, ali pa Louvre, ne vem, a ste bili kdaj v Louvre? 3 življenja rabe. Mislim, kak se naj Louvre pogledaš? In seveda oni tam štejejo, toliko milijonov ljudi je videlo Louvre, ja, lepo vas, prosim, ne morete, mislim, ne da se, jaz osebno tudi ne morem poslušati, ne vem, ajde, če poslušamo recimo eno opero, pa že to je velik zalogaj, recimo, ne? Ampak si predstavljate, da po tisti operi ljudje še si radio vklopijo doma, ali pa kaj zvem še, ne vem, ljubi Bog, kako je možno toliko konzumirati? Možno je samo tako, ali imaš blazno kapaciteto, kar pomeni, da imaš še 4 življenja zraven, v to ne verjamem, da niti prvega nisi konzumiral, ampak si bil sam na 4 zraven, ne? Pa imaš prostor. Če ti je tisto šlo pri enem 6 not, pa pri drugem ven, ker se ni imelo kje zaustaviti, ni problema. Ker potem lahko tlačite, koliko hočete, ker tu ven leti, ne? Drugače pa ne gre. Jaz imam probleme, če bi šel, oziroma če grem na klasičen koncert, pa mi najprej igrajo na simfonijo, pa še nekaj, pa v drugem delu pa še en klavirski koncert. Spadem skupaj potem. Ne gre. Ne zmorem. Pač mogoče imam majhno kapaciteto. Kaj pa te? Ne, tako intenzivno poslušate, so doživljate, ne vem kaj vse. Je pa se, a ni to smisel? Ja, je. Se ni smisel, da jaz tam sedim, pa čakam, da mine, pa rečem, dobro, hvala Bogu je konc. Okay. Zdaj pa grem domov še malo radio poslušati, tisto, kar mi je všeč. Eni se pridejo malo pokazati. Ja, ste pravi, ampak vse to je bilo od nekdaj, veste. Na koncerte se je tudi hodilo se malo kazati. Koliko nedeljskih maš, ne? Tam so se tudi hodili pokazati, da so še živi. Ok. Romantizem, romantika, delno izvira iz besede roman. Zdaj, da malo opredelimo to. Roman pa je srednjeveška apostolovska zgodba o dogodivščinah vitezov, ki združuje plemenito melanholijo in nežno čustvenost. To se pravi, roman kot pustolovščina, ne, kot neka pustolovščina. In ti vitezi so seveda ponavadi bili trpeče osebnosti, ki so trpele zaradi nekih kraljičn, zaprtih v gradovih, ki jih je bilo treba osvoboditi. Ne? To je zdaj romantična ljubezen. In romantična ljubezen je ponavadi, če tako gledamo, je tista, ki ni bila nikoli uslišana. Ne? To je tista repeneča, ne? Tista polna trpljenja, polna žalosti, polna groze, polna didl. Če se to ne bi zgodilo Prešernu, ne? Bi mi danes 3/4 njegovih pesmi sploh ne videli nikoli. Ne? Ampak ker se mu je pač to zgodilo, ali pa si jo je namislil, vse ni važno, je on seveda stopil v to marmelado noter in je trpel. In ker je toliko trpel, je seveda pisal te svoje pesmi trpljenja, ne, in tak dalje. Ampak to je to. To spada tja. Vse imate v glasbi, pa v literaturi, pa vse posod imate polno tega trpljenja in to je ta romantična ljubezen, neuslišano repenenje, itd. Okay. Tako da tisti, ki ste srečno poročeni, tisti pač romantične ljubezni pač pozabite. Morate biti nesrečno poročeni, pomazite romantične ljubezni. Moj oče je vedno rekel, da je boljše biti dobro obešen, kot slabo poročen. To je bila njegova znana taka.
Vedno me malo štrika doma nekje. Okay. Vsekakor pa moramo vsem prištevati še ognjevite strasti, spraševanja o usodi, včasih tudi magične in pravlične elemente, fantazijske like in junakinje. Vse to spada v ta romantični moment, ne? Te mistične stvari, magične stvari, pravlične stvari, vse to v tisti svet neopremljivega romantizma. Ok, nekaj temeljnih idej, recimo lahko strnemo z nekaj misli, ne? Razklanost med stvarnostjo in idealom. To je res ena takšna mantra, ki jo otrokom že začnejo v osnovni šoli ubijati v glavo, ne? To je tisto romantično, ne? Razpad med stvarnostjo in idealom. Ampak lepo vas prosim, ne? Vam nikoli ne razpade pravzaprav stvarnost in ideal vsak dan. Sem zvečer si poročila, pogledajte, pa vam bo spet razpadlo, ne? Pa si po noči, ko spite, pa sanjate, malo skup sestavite to, ne? Pa vam zjutraj spet pri prvih poročilih razpade, ne? Tako da, to ni romantičnost, ali pa romantizem ni nekaj, kar bi bilo tam v 19. stoletju, ampak mi to doživljamo vsak dan in potem se romantično obnašamo, ne? In se imamo celi dan fino do večernih poročil spet, ne? Ok. Ideal se skriva v posamezniku oziroma v posameznici, ne? Tam se skriva ideal. To je idealno, idealna osebnost, idealna to, ne? Obstaja neka popolna ustvarjalna svoboda, to lahko tudi danes rečete, v ustvarjalnosti smo svobodni, vsi drugi nas omejujejo, ne? Ampak ko pa ustvarjamo, pa svobodno ustvarjamo, ne? Potem temu sledi seveda beg, ne? Iz realnosti v domišljijo, ker hočemo biti svobodni, gremo v domišljijo, ne? Ker stvarnost ali pa realnost je tista, ki nas omejuje, ne? Potem seveda obstaja nek optimizem preteklosti, ne? To je ta romantični pogled, nekoč je bilo pa boljše, ne? Ko smo pa mi bili mladi, so pa te stvari štimale, ne? Danes pa je vse skupaj že šlo v tri krasne, ne? Ampak to sem jaz poslušal od mojih staršev, pa sem jaz to poslušal od moje stare mame, pa to verjetno poslušajo študenti od mene. Mislim, vsi, ko nazaj pogledamo, je bilo super dobro, ne? Zdaj pa je že zavoženo, ne? Se spomnite tega? Je, ne? Je tako. Nekoč je bilo boljš, ne? Čez 10 let bo pa zdaj, bo pa boljš kot... Seveda, pa čez 50 tudi, ne? Bo tisto zavoženo, pa bo zdaj super, ne? Ja, sam mi tega zdaj ne vemo še, ne? Ja. Obstaja potem tudi en del hvaljenja ljudske umetnosti, to se pravi, vse, kar ni izumetničeno, je pravilno, je dobro, je lepo, je prijazno, je pač kakršnokoli, je tisto ta pravo, bi lahko rekli, ne? Ono je pa izumetničeno, ne? In obstaja seveda neka težnja po nujni preprostosti. Povej preprosto, ne komplicirati, ne filozofirati, ne se delati pametnega, ne pametuj zdaj tu nekaj, ne. Povej navadno, kak je, 2 in 2 je pač 5 in konc, ne, se to je tista ljudska preprostost, nujnost, ne. In v redu, ne, in če se mi zmenimo, da je to res preprosto, če se vsi strinjamo, da je to tako super preprosto, smo vsi zadovoljni, če smo vsi zadovoljni, živimo v lepem času, če smo vsi v lepem času, potem se imamo fajn, a veste, pol nimamo razklanosti med fantazijo in realnostjo, mislim, vse to se povezuje potem, ne? In to je ta sancta simplicita, sveta preprostost, ki seveda potem prevlada. Ampak to, ljubi moji, ne? Če opazujete današnji kapitalistični turbo svet, temelji na preprostosti. Ampak problem te preprostosti ni povej preprosto, ampak temelji na tem, da povej pravzaprav, ali pa da vam ponudi banalno, ponudi vam pravzaprav rešitev, ki ni nobena rešitev, ki je samo neka približna razlaga nekih stvari, ne? Čist na približno, če boste, ne vem, to pa to počeli, boste takšni pa takšni, ne? Če boste, ne vem, kaj zvem, nosili takšne čevlje, boste shujšali za 10 kil. Če boste, ne vem, pojedli une tablete, boste ratali ne vem kakšni. Se vam bo koža napihnila, kaj pa vem, kaj vse, ne? To je ena takšna krasna reklama izpred let. Se spomnim, ko ena prijateljica pride k eni drugi prijateljici, pa nekaj je šraufa, je spet nekaj pojedla, spet so neki ti prazniki bili, me tišči, me boli, mislim, kikle skupne spravim, kaj pa vem, kaj vse. V glavnem, za umret, ne. In pol juna prijateljica odpre tak hladilnik, ne, pa potegne ven eno flaško nečesa, kaj pa vem česa, pravi, sploh ni problem, gled, to spi, ne. In pol una cufne tistle 2 deci dol, ali deci dol, koliko je tistega, buf, ne, in pol tak vidite animacijo, tak
puf, naenkrat oni dve prijateljici, zdaj pa sem ko nova, zdaj se pa dobro počutim. To je ta poenostavitev, ne? Ampak, zdaj pa pomislite, ne? Ta prva prijateljica ji ni rekla, mislim, ti si pa res butasta, če te zdaj vse boli, pa tišči, kaj si pa jedla, saj ni noben tlačil v tebe, saj si sama v sebe stlačila note, ne? Poleg tega je ona tudi ne reče, ja, glej, zdaj pač tega junk fooda več ne jej bolj pametne stvari, pa te ne bo bolelo. Ne. Ti še naprej delaj neumnosti, samo to spiješ, pa delaš lahko neumnosti, kar naprej. Ker to je ta kapitalistična logika, ne? Ta poenostavitvena, ne? Vi živite neumno še dalje, mi smo našli rešitev za vašo neumnost, ne? Mi smo našli rešitev za svoj žep. Ja, ampak tega vam ne bojo rekli, da morate vi to kupiti. Oni vam rečejo, to morate spiti. Nobeni reklami vam ne rečejo, to morate kupiti, pa boste lahko spili. Ne, vi morate samo to spiti, ne? Ampak to je ta huda poenostavitev. Jaz sem, recimo ne vem, zdaj, mislim, da smo zadnjič malo se zapletli v neke pogovore, izven naših formatov, ampak recimo jaz sem v zadnjih 3 mesecih prebral nekaj člankov o projektu, ki se imenuje LIGO. L-I-G-O projekt. Pa ne zato, ker bi se znanstveno znal s tem ukvarjati, ampak zaradi tega, ker so me stvari pritegnile. In to je projekt, ki se direktno navezuje na to, kar so objavili nekaj časa nazaj, da so izmerili valovanje v mreži prostor-čas, kar je leta 1916 predvideval Albert Einstein. A ste kaj bili na tekočem s to novico? Ok, LIGO projekt je bil pač en projekt, kjer so zgradili eno zadevco, so z laserjem zmerili nihanje v mreži gravitacijskega polja. Zdaj, vem, da si ful predstavljate, kaj to vse je, ne? Ampak tega se ne da poenostaviti, zato vam to govorim, ne? In sem jaz par člankov na to temo prebral in jaz vam povem, da sem za en članek, ki je bil tak dolg, tri ekrane, recimo, sem porabil pravzaprav celi dan, ker sem moral vmes si razlagati, kaj tam sploh piše. In všeč mi je bilo pravzaprav ravno to, ker se te stvari ne da poenostaviti. Ker zato, da vi veste, kaj pravzaprav pomeni gravitacijsko polje, ali pa valovanje gravitacijskega polja, morate iti brati 100 let nazaj gospoda Einsteina, ki je to opisal, kaj je pravzaprav sploh prostor čas, kako to polje izgleda, kako se gleda. Da to razumete, kaj so oni naredili, je treba pač razumeti te korake, ki so zdaj 100 letih premišljevali, da so to lahko zmerili, ne? In zmerili so seveda na en poseben način, to me je pa pritegnilo zato, ker je v tem projektu, LIGO projekt, je sodeloval en znanstvenik, ki se imenuje Kip Thorne. Kip Thorne napisano, ne? Ki je pa bil sokreator pri scenariju filma Interstellar, oziroma Medzvezdje, ki je napisal knjigo Znanost v filmu Interstellar, ne? Kjer razloži pravzaprav, da Interstellar sploh ni znanstveno-fantastičen film. A ste ga gledali mogoče? Mislim, ja. Interstellar je znanstveni film. Ni fantastičen film. Interstellar govori o tem, kar pravzaprav znanost proučuje. Tako da, ok, sam toliko pač kot namig, da se enih stvari pač ne da preprosto narediti. Pač se jih ne da simplificirati v neko nujno preprostost, pa reči, ja, pač gravitacijsko polje malo zaplapola, pa pač mi to zmerimo in to je to. Vse se da tako povedati, samo od tega nima noben nič. Ker nič ne razumejo, ker to polje ne valuje tako, da bi gledali Ljubljancem ali kak valuje, pa tam en čomček gor na nje. Skratka, o tem govorim, da se enih stvari pač v življenju ne da poenostaviti. Kapitalizem nam pa ponuja možnost, da se vse stvari da na kratko povedati, enostavno razložiti, pa prodati. To so temelji današnjega časa, ampak ok. Dobro. In seveda na koncu nasprotovanje izumetničenosti civilizacije in kapitalističnega meščanstva. Ampak govorim 130 let nazaj, dragi moji, so govorili o tem, ne prejšnji teden. Drži pa še vedno, ne? Zato, ker se že 130 let s tem ubadamo. Ker, zdaj pa, če bi tako rekli pod črto, bi vi lahko mirno rekli, ampak saj pa imajo prav, ne? Ker če gremo iz umetničene civilizacije ven, pa gremo v preprosto ljudskost,
Pa smo vsi zadovoljni, ne? A ni? Težave nastanejo, vse si jih sami delamo, ne? Težave nastanejo, ko mi začnemo mozgati stvari, ko se začnemo z njimi ukvarjati, ko jih začnemo premetavati, to so težave. Če tega ne bi bilo, kako bi nam bilo vse fino, ne? Ok, in upiranje avtoritetam, seveda, tam mi je najbolj všeč. No, romantizem ima nekaj takšnih komponistov in prepričan sem, da skoraj o vsakem veste kaj. A je to kaj, ki ne pozna česa tu noter. Frédéric Chopin, Franz Liszt, Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Schubert, Richard Wagner, Hector Berlioz, Giuseppe Verdi, Antonin Dvořák, Bruckner, Rachmaninov, Maria von Weber, Jacques Offenbach, Charles Gounod, Johann Strauss, seveda starejši, ne? Camille Saint-Saëns, Francoz, Georges Bizet, njegov Karnav, ne? Modest Mussorgsky, Peter Ilich Čajkovský, Edvard Grieg, Nikola Rimski-Korsakov, Gustav Mahler. Mislim, vse to poznamo in naenkrat ugotovite, da je to obdobje, kjer je res skoncentrirano nekaj, kjer se je v glasbi grozno stvari zgodilo in naenkrat nek velik razcvet. Pa ni čist tak. Klasične koncertne hiše, opere, itd., največ tega repertoarja jemljajo. Zato, ker predvidevajo, da je največ tega repertoarja ljudem najbolj všeč. Kdaj ste bili nazadnje na koncertu, ne vem, Palestrinovih motetov? Maš. Palestrinov. Velik komponist, pomemben komponist. Kdaj ste nazadnje poslušali, ne vem, na koncertu Bachove kantate? Jaz še plakat se ne spomnim, če sem ga kdaj videl. Pridite na koncert, bomo igrali cel dan Bacha. A vidite, v čem je hec? Ker se toliko tega ponuja, je toliko tega prepoznavnega. Imamo avtomatično občutek, da je v tem obdobju toliko tega nastalo. Je pa v klasicizmu nastalo najmanj tudi toliko tega. Pa v baroku še 5krat več tega. A poznate kakšnega Bachovega sina, ki je bil komponist? Filip Emanuel Bach, recimo, je bil en tak velik. Svoj ne, ker se ga ne izvaja. Zakaj se ga pa ne izvaja? Zaradi tega, ker se ga ne popularizira. Ker se predvidi, da pač se ga ne... Ker ni priljubljen, bom tako rekel, no? Da ne bom preveč mešetajal s tem. Tu se pa razume, da je to zlati repertoar vsake operne ali pa koncertne sezone in nekaj od tega sigurno se proda, se ponudi. In če je ponudba in povpraševanje uglašeno, potem imamo vsi nekaj od tega, ne? Okay. Ok, in tako dalje. Zakaj sem vam tole zdaj nastavil? Prvič zato, ker je to tak tipična romantična skladbica, kjer mi Ne, puste, ker bomo dalje poslušali, nima smisla. Kjer mi pravzaprav lahko ugotavljamo, da gre za ene takšne res mehke zvoke, tone in tako dalje. Pokazal sem vam pa hotel predvsem zaradi naslova. Spravi, živalski karneval in en stavek tega živalskega karnevala je tudi labod. Zdaj, da si mi predstavljamo ob tej glasbi, kar si je predstavljal pač Camille Saint-Saëns, moramo vedeti vsaj eno. In to je kaj? Kaj je labod, ne? Zelo preprosto. Če bi mi živeli pač na Aljaski, ne, bi si težko predstavljali laboda, če ga nikoli v življenju nismo videli. In zdaj seveda vprašanje, če bi mi pač prepotovali z Aljaske, pa bi prišli na koncert Camille Saint-Saëns, labod, ali bi mi vedeli, ali bi mi razumeli, ali bi mi imeli karkoli od te glasbe. Kaj mislite?
Laboda pa v življenju še videli niste. Mogoče si pa kaj drugega predstavljali. Bi si pač nekaj drugega predstavljali, tako. No in v tem je point, mislim, ne rabimo laboda predstavljati, ampak sugestija, in to je ta romantični moment, ne, ta sugestija naslovov je tista sugestija, ki se poslušalca pripravi, da seveda svoja čustva, svoje ideje, svojo podobo, notranjo podobo in tako dalje, usmeri v tisto zgodbo, v tisto, kar je komponist v nekem trenutku premišljeval. Premišljeval je o labodu, eleganci in ne vem kaj še vse in je ponudil to, seveda, to kompozicijo. Ni čude. Znameniti adagietto razumem, da to glasbo poznate, ne? Seveda, zgodovina nas spomni, da je Gustav Mahler napisal ta adagietto kot del uglasbenega pisma, ki ga je pisal svoji ženi, oziroma takrat še ni bila žena, ne? Kot ljubezensko pismo in v tistem ljubezenskem pismu zasnubuje Almo, ne? Almo Schindler. Je napisal eno pesmico noter, ne? In tista pesmica, če vzamete tisto pesmico in položite točno zloge pod to melodijo v adagietto, ne, se ujema. Spravi, on je pravzaprav napisal pesmico in adagietto in seveda s tem nekako ljubezensko izpoved pokazal celemu svetu, medtem ko Almi je pa poslal besedilo samo v pisemcu, ne, da sam ona intimno ve, za kaj gre v tej skladbici, mi pa lahko uživamo samo seveda v glasbi kot takšni, ne. No, to so te, recimo, takšne velike romantične ideje. Glasba, ki je bila narejena za ta filmski spot, glasba, ki jo pravzaprav lahko slišite kadarkoli dan danes, a ni? Prav ta prava je, ne? Pa je stara več kot 100 let, ne? Ampak Chopin je dal naslov temu, seveda, Pomladni valček in ker je dal naslov temu Pomladni valček, so pač YouTube mojstri poiskali pač neke pomladne cvetke in so seveda to celo v nekem ritmu naložili zraven, zato da imamo mi občutek, da je pač to vse skup eno, ne? Da je to prav tista neko pomladno vzdušje, neko pomladno doživetje. No, pa še en tak znamenit preludij od Rahmaninova, da vam pokažem, kaj pomeni recimo strast, glasbena strast, če smo že govorili, da je to ena od takih romantičnih pojavov. No, in tako dalje. To je čas, ko je izjemno pomembno pravzaprav čustvovanje in vnašati vso to energijo. Medtem ko nadaljevanje tega, ta impresionistični moment pa izhaja iz ideje impresije, torej nekega vtisa, ki nastane ob gledanju, poslušanju, opazovanju, premišljevanju in doživljanju. To je zdaj tale premik, zato pravim, ne da se romantike, romantizma brez tega pravzaprav poslušati in razumeti. Je izrazita umetnost doživljaja, kar se neposredno navezuje na glasbo, nastane pa kot odgovor na pomirjanje strasti, kot odgovor na te pomirjene strasti in pretiravanje iz romanticizma. Zdaj seveda, dva takšna primera, ne, Monet. Ponovno smo v naravi, če smo prej gledali tisti sončni zahod, ne, ponovno smo v naravi, ampak poskuša ujeti pravzaprav nek vtis, nek trenutek teh senc in dreves, recimo na enem sprehodu, tukaj pa še celo te gospe, gospodične, pravzaprav, ki lase in obleko in trave valovijo v vetru. Spravi, to gibanje, ta trenutek gibanja proba še celo to ujeti in imamo občutek seveda, da je pravkar
veter zapihal preko tele gospe in seveda malček krilo zmešal in trave pač malo pomigljal in tako ne. In to je trenutek, to je impresija, to je tisti ujet trenutek, ki ne more nastati ne prej, ne zatem. Namreč, ker ideje, če sem prešel čez ideje v romantizmu, obstaja nekaj idej tudi v impresionizmu, ki pa so takšne, ne? Opuščanje tonalnosti. Zdaj gremo ven iz tonalnega centra, zdaj nimamo več dur-mol sistema, zdaj nimamo več C-dura, A-mola in tega, ampak gremo ven iz tonalnosti. Obstaja popolna labilnost harmonskega sistema, harmonije zdaj niso več pomembne, se spajajo druga ob drugo, kakorkoli pravzaprav je skladatelju, avtorju glasbe to všeč. Ena ob drugo, tako kot barve, slikari, tako zdaj komponisti uporabljajo katerekoli harmonije in melodije. Potem seveda pride do tako imenovane proste uporabe disonanc, če smo govorili o konsonancah kot obligatorni obliki klasicizma še, pa predtem seveda še baroka in renesanse. Seveda zdaj disonance, to spravi te napeti intervali, so zdaj popolnoma enakopravni ostalim intervalom. Zdaj ni več tega lepega in mirnega in takšnega, ampak obstaja tudi napetost. Kajti v napetosti, pravijo, je tisti užitek, ko se potem napet interval sprosti v konsonančnega. Potem pride do izredne gibčnosti melodije, melodije ratejo izredne gibčne, potem pride do navezave na zgodbe, zdaj niso več samo kratke zadeve, labot, ne? Ampak je tisti labot, ki je nekaj počel, ali pa je nekam šel, ali pa se je nekaj z njim zgodilo. To spravi zgodbe. Zdaj imamo zgodbe. Imamo lahko tudi slike, spomine in druge neglasbene, torej izven glasbene elemente. Temu rečemo ne glasbene, ampak izven glasbene elemente. Ne? Elementi, ki nimajo z glasbo nobene veze. Pomlad v našem vrtu. Ne? Jesenska nevihta. Ni več samo jesen, kot pri Vivaldiju, ne? Ampak je konkretno impresija pomladne nevihte ali pa jesenskega dežja ali pa nečesa. Konkretno nek dogodek, ne? Ampak izven glasbeni elementi so tukaj. Ne? Zdaj seveda, tonsko slikanje se opada s tem, ne? To spravi, če sem rekel prej ton malaraj, ne? Slikanje s toni, ki je pomembnejše od same forme in klasično formalnih principov. Zdaj prije pa res do slikanja, tonskega slikanja in se inštrumente in vse skupaj uporablja za to, pravzaprav, da slikamo s toni, da oblikujemo neke občutke s toni. Komponiste tega obdobja zagotovo tudi poznate kaj. Claude Debussy, Maurice Ravel, Isaac Albéniz, Carpenter, Delius, Paul Dukas, Manuel de Falla, Jacquin Turina, Tomlinson Griffiths, Ottorino Respighi, Jan Sibelius, Howard Jansson, Erik Satie, Šimanovski. To so komponisti, pravzaprav, ki delajo samo na tem, ampak te se že manj pozna kot komponiste, ki sem vam jih prej kazal iz obdobja romantike, oziroma romantizma, ker se jih tudi manj izvaja. Ampak zagotovo, vam bom pokazal samo nekaj primerov, pa jih mogoče poznate. Ravel, njegova pavana za mrtvo princeso. Če vam predstavim drugega Ravela, ki ga zagotovo tudi poznate, je pa njegov znamenit Bolero, ki pa je sploh takšna njegova podpisna točka. Ne? Ja, pa se je res tako težko. Tudi partitura je sicer takšna. No, pol zagotovo poznate Debussyja, njegov Clair de Lune, oziroma lunina svetloba, ne, on to imenuje. Ne, se strinjamo, da je to nekaj drugega kot, ne vem, Beethovenove sonate in tako naprej, ne. No,
Potem so seveda Sibeliusa, tu je še Sibeliusova Finlandija, ki je sploh eno takšnih velikih simfoničnih del. No, taka otvoritvena tema, čutite seveda to moč, ne, hkrati to tudi moč impresije ali pa idej. No in še ena takšna drobna zadevca, se predstavljam, da so to tudi impresije Albeniz, njegova znamenita Granada. No in tako tudi naprej. Jaz vam želim en dober skok v pomlad. Ponedeljek ne pozabite, ne, skočiti v pomlad. Mislim, da enkrat popoldne bi naj bilo to, če boste le imeli čas. In vas vabim na naslednje srečanje, kjer bom nadaljeval to idejo pravzaprav o romantizmu v 20. stoletju. Hvala lepa za danes. Se vidimo.